Živijo, en lep pozdrav vsem. Majčkeno bomo še počakali, da se še naberemo. Rada bi omenila, da se delavnico lahko spremlja tudi na Facebook strani SGZ Mladi, tako da lahko komentirate, postavljate vprašanja tudi tam in jih bomo potem tukajle omenili. Lahko pa tudi tukaj v chat pišete, no. No, saj zdaj pa mislim, da smo se kar nabrali. Torej, rada bi vas še enkrat lepo pozdravila na delavnici, kako napisati in oblikovati življenjepis oziroma CV. Moje ime je Jera in sem strani mladih, torej strani SGZ Mladi, koordinatorka projekta Poglej čez. Drugače sem pa študentka gospodarskega poslovanja na Univerzi v Gradcu. Prihajam iz Slovenije in sem zelo aktivna pri Slovenski gospodarski zvezi. Rada bi vas povabila, če ste zainteresirani, da se pridružite tudi naši skupini SGZ Mladi, kjer lahko aktivno sooblikujete delavnice in vse ostale stvari za boljšo prihodnost alpsko-jadranskega prostora. Pišete mi lahko na moj mail, ga bom potem napisala v chat, lahko me kontaktirate tudi preko Facebooka, ali pa mi pišete ali na Slovensko gospodarsko zvezo ali pa meni. Torej, prej sem omenila projekt Poglej čez. To je projekt, oziroma to je ena prva ideja SGZ Mladih, ki smo jo definirali kot potrebno za pomoč pri iskanju zaposlitev v Alpe-Jadran regiji, ker vsi vemo, da se mladi zelo radi orientiramo na prihodnost in kaj bomo, ko bomo doštudirali in vse. In bi radi ostalim približali, da so tudi zaposlitvene in karierne možnosti v Alpe-Jadranski regiji. Zato smo projekt tudi poimenovali Poglej čez, v smislu poglej čez mejo, poglej v sosednjo državo. Na eni strani bomo organizirali webinarje, da vam bomo olajšali prve korake, da se boste lažje znašli, kako priti do zaposlitve, kakšni so pravi pristopi, na kaj je treba biti pazljiv in predvsem, kako lahko podjetje opozorite nase. Na drugi strani pa lahko z veseljem povem, da bo s ponedeljkom oziroma z naslednjim tednom zaživela tudi platforma karierna, torej spletna borza praks in počitniških del v Alpe-Jadranski regiji. Na voljo vam je na spletni strani Slovenske gospodarske zveze sgz.at. Na levi strani je logotip SGZ Mladi in pa pripravništva. Tam bomo objavljali vsa prosta mesta, bodo tudi kontakti napisani in se boste potem lahko sami pri podjetju javili in se potegovali za prosto mesto. Danes pa začenjamo s prvo temo in to je prvi korak v svet zaposlitve. Torej, ko se boste zaposlili, boste seveda potrebovali en življenjepis in ta življenjepis mora biti dober, da boste izstopali od drugih. Tako da z nami je danes Katarina, pa bi jaz kar prepustila besedo Katarini. Živjo. Živjo, dober dan ali dober večer. Torej, hvala Jera za predajo besede. Jaz sem Katarina Primožič-Ramoveš. Na prvem mestu sem mama, tako da če slišite kak zvok v ozadju, ki mogoče so podobni temle risbicam v ozadju, sta tudi moja dva sončka. Po srcu sem HR-ovka, po profesiji pravnica, magistrirala sem iz delovnega prava, drugače me pa navdušuje predvsem delo z mladimi, zanima me vodenje, razvoj osebnih kompetenc, socialnih kompetenc, o tem bomo kar nekaj govorili danes, in sem tudi prostovoljka na tem področju že zadnjih več kot dekado, kot mentorica v bistvu v procesih krepitve komunikacijskih in pa vodstvenih veščin.
Zdaj nekako prihajam sicer iz podjetja NIL, to je IT podjetje, ki deluje tako v Sloveniji kot tudi čez mejo na mednarodnih trgih in sem direktorica področja kadre in kulture, tako da se dnevno srečujem z številnimi CV-ji, tako da danes bom skušala te svoje izkušnje deliti z vami. In tudi na povabilo Jere in Vesne, ki je tam v ozadju, smo oblikovali, oziroma sta oni dve oblikovali res, se mi zdi, da zelo fino, praktično naravnano vsebino današnjega webinarja. Jaz vas bom vseeno povabila, da preko četa komentirate današnji potek. Zadeva ne bi bila strukturirana tako, da v prvem delu skušam predstaviti ključne parametre, kako se sploh lotiti pisanja življenjepisa. Drugi del bo pa namenjen, tako da toplo dobrodošli, da dejansko vprašate. Drugi del bo torej namenjen naši diskusiji. Hvala tudi vsem tistim, ki ste že poslali svoje CV-je, ki ste jih že pripravili vnaprej, tako da bom z veseljem podala komentar pa predloge iz mojih izkušenj pisno po tem webinarju. Torej, tema, ki pravzaprav se jo danes dotikamo, je, kako se celostno predstaviti, taki kot smo, to, kar nas veseli, to, kar nas motivira, to, kar znamo, to, kar smo se naučili, in kako to dati na papir. Jera pa Vesna sta to pripravili v kontekstu, da se bomo pogovarjali, kakšna naj bi bila oblika CV-ja, kako naj bo dolg ta CV, kaj navesti, če nekih formalnih izkušenj še nimamo, kako je tukaj povezava s študentskim delom, kaj pravzaprav sploh napisati o sebi, kaj naredi dober CV, kako opozoriti nase, in dotaknili se bomo tudi v bistvu te uvodne terminologije, kaj pravzaprav je CV, življenjepis, motivacijsko pismo in tako naprej. Tako da s tem bom pravzaprav kar začela. Kakšna je torej razlika med CV-jem, življenjepisom? CV v bistvu je samo kratica za curriculum vitae, torej življenjepis. In življenjepis kot tak je nek kronološki pregled vaših izkušenj, kompetenc, izobraževalne poti, zanimanja in pa veščin. Tako da tukaj neke razlike ni. Kar bi na tem mestu pa uvodoma res poudarila je, da je zelo odvisno od tega, kam v življenjepis pošiljate. Namreč evropski prostor se v kontekstu oblike dosti razlikuje od življenjepisov, ki se uporabljajo na drugih kontinentih. Tako da tukaj na prvem mestu bi mogoče res opozorila, da res preverite, kaj velja v tisti državi, v kateri želite delovati. Drugo se zelo velikokrat sprašujemo ali pa sprašujejo mladi, kaj je zdaj razlika med motivacijskim pismom na eni strani, kaj pomeni prijava, kaj pomeni prošnja, kaj pomeni ponudba. Vse to so zelo relevantni termini, ki se uporabljajo v selekcijskih postopkih. In tukaj eno zelo pragmatično priporočilo, da sledite tistemu, kar zahteva ali pa po čemer sprašuje delodajalec. Primer, če v svojem spisu zahteva, da napišete motivacijsko pismo, napišete motivacijsko pismo, torej neko izhodišče, v okviru katerega odgovarjate na vprašanje, zakaj ste motivirani, da se pridružite njihovi ekipi. Če vas delodajalec nagovarja, da se prijavite preko sistema, govorimo o sistemski prijavi, tukaj obstajajo zelo različne metode prijave, kjer vas ponavadi preko neke online platforme delodajalec že usmerja k prijavi in nizanju vseh dejanskih zahtevanih referenc oziroma vsebin, ki jih želi od vas. Tukaj mogoče samo namig, glede na to, da prihajam iz IT sveta, da bodite pozorni, kam posredujete svoje osebne podatke, čisto z vidika varnosti. Omenila sem prošnjo oziroma ponudbo. Zdaj ponavadi nekako je nekje razpis, na katerega se vi prijavite. Lahko pa da se zgodi, da je nek poziv splošen, se pravi, da delodajalec oziroma neko podjetje ali organizacija
sama določi ali pa povabi zainteresirane kandidate, da posredujejo svojo ponudbo. V tem primeru je to malo težje, in se res v bistvu izhaja iz vas, kaj je tisto, kar vi želite, in tukaj v tem primeru govorimo o ponudbi z vaše strani. To je dosti redko, se pa tudi dogaja, tako zelo različne organizacije različno pristopajo. In pa še pravzaprav, kakšna je zdaj razlika med prijavo pa motivacijskim pismom. Zdaj, iz mojih izkušenj je zelo fino to kar povezati, da v sami prijavi na konkretno delovno mesto že tudi navedete, kakšna je vaša motivacija, da se prijavite. Če povzamem, v praksi je zelo priporočljivo, da pripravite 2 dokumenta. Eno je tako imenovana prijava, ki je hkrati tudi motivacijsko pismo, in drugič, torej življenjepis ali CV. Če je tukaj kakršnokoli vprašanje, toplo dobrodošli, da v chatu navedete ta vprašanja, ali pa če bi radi izpostavili kakršenkoli vidik, ki vam ni jasen, ali pa vam nisem jaz na dovolj jasen način predstavila, pa tudi opozorite. Jaz bi zdajle mogoče vprašala eno čisto splošno vprašanje, kako dolgo pa je lahko motivacijsko pismo, da je berljivo sploh? Pridemo do tega. Preden gremo pravzaprav sploh do tega, kaj spada v CV, in kakšne so pravila, jaz temu rečem pravilo 4 korakov, ki veljajo za vsa pisanja. In prvo je pravzaprav, če se postavite v bistvu v vlogo enega rekruterja oziroma nekoga, ki izbira potencialne nove, je v bistvu kaj njegova vloga. Se pravi, on mora najti nek match, se pravi povezavo med tem, kar vi napišete v vašem pisanju, in tem, kar on išče. In prva stvar je, in dejstvo je, da ko rekruter, bom kar uporabljala vnaprej ta termin, rekruter je torej oseba, ki išče nove sodelavce, pravzaprav v prvih sekundah že naredi oziroma si ustvari mnenje. Ko vzame v roke vaš dokument, si ustvari mnenje. In zdaj, če se postavite v njegove čevlje, kaj je tukaj pomembno? Kaj bi bil odgovor, Jera, na tvoje vprašanje? Ja, jaz bi rekla kratko in jedrnato, Tako je. To je prvo pravilo, CV mora biti jedrnat. To velja tako za motivacijsko pismo, kot tudi za sam CV. Bomo šli čez posamezne elemente, ampak prvo pravilo pri tem je, da navajaš ključne stvari, ki se tičejo tebe, in ne dolgoveziš. Torej, jedrnatost je recimo prvo ključno izhodišče. Kaj še vpliva na to, kakšen vtis dobi rekruter, ko dobi vaš dokument v roke? Najbrž tudi, kako izgleda. Se pravi, kako pravzaprav je strukturiran, kako je postavljen. Tukaj je zelo velikokrat tudi vprašanje fotografije. In če gre za neko res profesionalno delo, ki terja nek profesionalen nastop, bodite zelo pazljivi, kakšno fotografijo uporabljate. Jaz sem videla že res fotografije take praktično v bikini, iz smajliji, iz poniji, iz res skrajno neprimerne fotografije. V takem primeru bolje, da je ni. Je pa zelo primerno še posebej za evropski prostor, da fotografijo profesionalno, resno, v nekem normalni postavitvi, zelo primerni ali pa primerljivi temu, kot jo vidimo zdaj v virtualnem svetu, ko se vidimo samo s kamero zgornji del, to je recimo vam lahko referenčni okvir. Tudi kakšna je struktura, recimo, a vi uporabljate neke smajlije, smejkote, mislim, tudi to sem že zaznala. CV mora biti pisan skladno z navodili razpisovalca, torej rekruterja. Praviloma so to tipkane, se pravi, je tipkan, printan oziroma napisan preko računalnika, ne ročno, razen če gre za tako delovno mesto, ki terja neko pisanje na roko.
Torej, izgled, postavitev, profesionalnost, tudi barve in pa struktura, kako je postavljen, je drugi ključen kriterij ali pa element pri tem, kako boste strukturirali CV. Tretji ključen element je, ki ga morate imeti pa res popolnoma ves čas pred očmi, je seveda, da ko rekruter preskenira v tistih parih sekundah, ima zelo izostreno oko za detajle. In ti detajli se nanašajo na jezik, kar pomeni, da vaša natančnost se kaže tudi v tem, na kakšen način pišete in ali pišete pravopisno v redu. Se pravi, ali imate kakršnekoli napake. Tega si ne dovolite pri pisanju CV-ja, ker to vsakega dobrega rekruterja dosti zmoti. In je še posebej pri kakšnih takih delovnih mestih, ki terjajo natančnost, res pomemben element. To je vaše ogledalo, ne. CV pravzaprav je vaše, dejansko je to pot do intervjuja, ne, to je vaše marketinško orodje in tudi domnevam, da vi ne marate nekih recimo marketinških oglasov, ki imajo napake v njihovih vsebinah, a ne. To si mogoče na to se mogoče spomnite, ko boste pisali svoj CV. Torej, pravopis, jezik, uporaba besed, ki so primerne, ustrezne, nobenih pogovornih izrazov, to je zelo pomembno v sami vsebini. In pa četrto izhodišče, sicer se to šele kasneje izpostavi, četrto izhodišče je ključno, da navajate samo resnična dejstva. Torej, vsak pravi rekruter preverja reference, preverja v bistvu, kje ste delali, vas prečekira in z tega naslova je izredno pomembno, da navajate samo to, kar dejansko je res. Torej, to so ključna 4 izhodišča, ki jih morate, preden štartate pisati CV oziroma življenjepis in motivacijsko pismo, pri obeh dokumentih upoštevati. Kaj pa torej spada v CV, če gremo zdaj konkretno k vsebini? Zdaj tako, jaz sem nekako po klasični metodologiji bi izpostavila samo to, da oziroma v kontekstu tega, kaj rekruter na začetku vidi, vaše skille, ki jih skuša aplicirati na to, kar išče. Tako da to probajte ustrezno izpostaviti. Ne glede na to, so pa naslednji elementi tisti, ki jih morate navesti v CV-ju. Prvo so osebni kontaktni podatki. Pri osebnih podatkih, se pravi naslov, kontakt v smislu maila ali pa telefona, da ve delodajalec, kam vas lahko kontaktira. Tukaj lahko dodate tudi povezave na LinkedIn, to se zelo velikokrat uporablja, ali pa če imate kakšno spletno stran. Profesionalna fotografija je priporočljiva, tukaj morate biti jasni, precizni, brez pretiravanj, ponavadi se to v 3 vrsticah da narediti. Spet jezik je tukaj zelo pomemben, tukaj ne navajati nekih informacij o statusu, kaj počnejo vaši starši, družinski člani, tega ne navajati, tako da ali pa koga poznate, tudi to smo že videli. Torej, osebni podatki, to je en tak zelo manjši element, ki je zelo pomemben v kontekstu, da vemo, koga poklicati. Drugo, kar je zelo tudi fino pa pomembno v kontekstu tega, kar sem rekla, da ko primaš v roke CV, da vidim, kaj je tisto, kar vi znate oziroma kdo ste, temu mi rečemo vaše želeno področje dela. Nek mission statement, lahko temu tudi rečemo. To je nek pozitivno oblikovan, realističen cilj, kaj želite vi delati, kje se vidite, kaj je želeno področje dela. In to ponavadi lahko oblikujete v enem ali pa 2 stavkih in izpostavite v bistvu to, kar pravzaprav v kontekstu področja dela želite. Torej, to je zdaj želeno področje dela je drugi element. Tretji element, delovne izkušnje, no in tukaj se pa že dotikamo konkretne vsebine. Zdaj, pristopov je več, najbolj je uporabljen kronološki pristop, kar pomeni, da je na prvem mestu zadnje delo, tam, kjer ste zdaj, potem pa nizate nazaj vse tisto, kar ste počeli do danes. Kako se to navaja? Tukaj recimo vam lahko zelo pomaga metoda STAR, STAR,
To je akronim za S kot kaj ste pravzaprav delali, se pravi, kakšni so bili vaši taski, kakšne so bile aktivnosti, ki ste jih počeli, in pa kakšni so bili rezultati. To so neki, recimo, metode, ki vam lahko pomagajo, da oblikujete jasno vaše misli. Vedno se pa navede pozicija delodajalca, lahko tudi lokacijo dela, odgovornosti oziroma naloge, ki ste imeli, in pa tudi dosežke po tej metodologiji, ki sem omenila. To mogoče, kar se tiče kronološke. Zdaj, če so bili kakšni dosežki, na katere ste posebej ponosni, tukaj so različni pristopi, nekateri jih vključijo kar v okvir nalog ali pa, bom rekla, izkušenj, tudi študentskih, ki so jih imeli. Nekateri pa posebej segment pripravijo ključni dosežki, oboje je v redu. In v bistvu je fino, da si zapomnite ta STAR, STAR se pravi situacija, naloga, ukrepanje, rezultat. To je tudi mogoče metoda, ki se uporablja pri kadrovanju oziroma pri intervjujih, da se na tak način pripravite odgovarjati na vprašanja, ki jih imajo rekruterji. Potem naslednji zelo pomemben element je seveda izobrazba. Se pravi, kaj je leto študija, katero področje ste pravzaprav zaključili ali pa kje delujete. In zdaj tukaj sicer zelo odvisno od tega, katero področje delovanja pokrivate. Recimo v IT-ju ponavadi samo najvišji naziv oziroma najvišjo certifikacijo navedejo. In je tudi to, ker je to v IT-ju bistveno bolj pomembno, kot to, katero šolo si delal. Tako da tudi tukaj je zelo odvisno od tega, na katerem področju delujete. In probite preveriti, kaj je zdaj tisto, kar je relevantno za področje dela, v katerega se želite vključiti. Potem pa del, ki je meni osebno najbolj zanimiv, to so kompetence, veščine, in tukaj je tudi zelo velikokrat največ vprašanj. Zdaj, najprej treba vedeti, kaj so pravzaprav kompetence. Kompetence so v bistvu to, kar vi lahko naredite, kar je vaš odnos do dela. In v bistvu delodajalci iščemo povsod dokaze, ki nam bodo potrdili, da ste vi ta prava oseba, da določene naloge, ki vam jih želimo zaupati, boste lahko naredili. In tudi te kompetence so po svoji vsebini različne, in ko se v tem segmentu, ki jih nanizate, posebej navedete računalniške kompetence, posebej navedete tehnične kompetence, posebej navedete znanje jezikov in pa socialne kompetence. Med socialne kompetence spadajo komunikacija, timsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja, komuniciranja v recimo tujih jezikih, delovanja v različnih kulturah. Medtem ko so potem spet posebej osebnostne kompetence, ki pa v bistvu so vezane na to, kako ste vi sposobni pristopati do sodelavcev, poslovnih partnerjev, samostojno oblikovati cilje, jih dosegati. Skratka, to so različni elementi ali pa veščine, ki pravzaprav vas definirajo in pomagajo delodajalcu skozi primere, ki jih vi potem tudi navedete, najdete, a ste vi prava oseba za to pozicijo. Zdaj, vidim, da je tukaj v chatu, tako da si bom drznila malo zaustaviti moj tok misli. In je tukaj vprašanje, če gre za osebo z več delovnimi izkušnjami in se prijavlja na specifično delovno mesto, ki zahteva obrazložitev predhodnih izobraževanj. Če je to zahteva, jaz predlagam, da se sledi tej zahtevi. To je moj predlog, zato ker je rekruterju bistveno lažje, da mu vi servirate to, kar išče, kakor pa da sam iščem po vaših dokumentih dokazila, da ste vi prava oseba. Mogoče primer, pa tudi to se da napisati kratko in jedrnato, in zato sem omenila mogoče to STAR metodo, čisto vmes, ko sem govorila. Se pravi, primer bi bil, zdaj, kaj bi bil recimo tak konkreten primer? Se pravi,
vi morate s tem opisom pomagati razumeti rekruterju, kako ste s tem, ko ste bili vpeti v nek delovni proces ali pa izobraževanje, kako ste se soočali s težavami, izzivami, tiste naloge, ki vam je bila zaupana, in kako ste zajeli priložnosti v okviru tega, in to je v bistvu to, kar morate tukaj napisati, ne. Tako da upam, da sem odgovorila na to vprašanje. Potem, kar je v kontekstu kompetenc zelo pomembno tudi je, in je tudi povezano dejansko s tem vprašanjem, da se zelo, vsaj tako jaz osebno zelo cenim, če znate povezati to, kar ste, vaše kompetence s kompetencami delovnega mesta oziroma razpisa. In točno to pomeni, da navedete, uporabite besede iz razpisa in v bistvu tudi dokažete s konkretnimi izkušnjami, ki ste jih imeli, ali pa izobraževanji, skozi katere ste šli, coachingi, to se dokazuje s konkretnimi tudi mogoče delavnicami, na katerih ste bili prisotni, in se kaže na vašo proaktivnost in aktivnost. To je tukaj zelo pomembno. Tako da in ta del je meni v bistvu v delu CV-jev najbolj pomemben, tako zelo iskreno. Potem je še 6. del, to so certifikati, torej dokazila ali pa dodatna izobraževanja, lahko temu tudi rečemo, in aktivnosti. Tukaj noter v bistvu lahko navedete posebej certifikate, ki ste jih prejeli, in dopolnite s formalno izobrazbo, ki ste jo dosegli. Nekateri dodajo tudi obštudijske dejavnosti, in čeprav meni je to bolj smiselno, da se kot neko dopolnitev, ko nanizate kompetence, podkrepi, sem timski človek, zato ker delovala sem v klubu študentov Slovensko-nemške zveze, vodila sem ekipo, toliko pa toliko let, v klubu je bilo toliko pa toliko študentov, kar kaže na to, da sem uspešno naslavljala izzive timskega dela. In to je konkretna kompetenca, ki jo Jera izkazuje. In to meni zelo veliko pomeni, da je proaktivna, da se je soočila z vodenjem, da je mogla pri tem delovati timsko, in da je bila zelo proaktivna, ker je prevzela dejansko vodstveno vlogo. Tako, če čisto konkretno na Jero, oprosti, da sem si te sposodila. No in na koncu še zadnji segment, reference. Zdaj, reference se prilaga ponavadi, če so zahtevane, kaj to pomeni, neke dokazila, priloge o zaključkih izobraževanj in podobno. Tako da tukaj bi jaz predlagala v kontekstu jedrnatosti, da jih priložite, če so eksplicitno zahtevane, drugače pa navedete zgolj, da jih boste predložili na zahtevo delodajalca. In če delodajalec, tudi to se v bistvu kdaj zahteva nek kontakt, da tudi posredujete kontakte, na katerega se lahko delodajalec obrne v smislu vaše preverbe. Tako da tukaj pa je to tudi povezano s tem uvodnim delom, ko sem rekla, da pravzaprav je zelo pomembno, da navajate resnična dejstva. In če ne bo v kontekstu preverbe referenc preverjeno, kaj ste napisali, bo to zagotovo na nek drug način, kjer je vse, se pravi, vedno se informacija najde. Če povzamem, šli smo čez 4 ključne predpostavke ali pa izhodišča dobrega pisanja, tako motivacijskega pisma kot CV-ja. Rekli smo jasnost, jedrnatost, ne nekih kupov dokumentov, če se da na eno stran tudi CV in pa motivacijsko pismo v polovico A4 lista. Pomembno je pojavnost, torej profesionalna fotografija, oblikovno ustrezno, pisno, jasno, strukturirano. Zelo je treba paziti tudi na jezik, pravopis, brez nekih pogovornih besed, resničnost navedb. In pa elementi CV-ja, se pravi osebni podatki, vaš kontakt, želeno področje dela, delovne izkušnje, izobrazba, kompetence, certifikati in po potrebi, če je to zahtevano v razpisu, tudi reference.
zdaj pa bojda je naslednji del na vrsti. Aha, evo smo že dobili vprašanje. Kaj pa znanje računalniških programov? Jih samo navedemo ali zraven ocenimo naše znanje določenega programa? Ja, pri računalništvu, to so v bistvu te računalniške kompetence, absolutno, to so znanja, tehnična znanja so znanja prihodnosti, ki jih bomo vsi potrebovali, tudi trenutna situacija to samo potrjuje in več kot teh veščin, ki jih obvladate, bolj izstopate. Zdaj tukaj neke metodologije, neke splošne ni v kontekstu, kako se ocenjevati, razen v okviru Europassa. Ta sicer je zelo tako, je fajn, fajn vam pomaga, ker res vse te elemente, ki sem jih predstavila, zajema, tako da na kaj ne pozabite, ampak je zelo dolg. Tako da in tega nekako rekruterji namarajo. Se pa pojavlja tudi, da se Europass zahteva, tako da tukaj bodite pozorni na zahteve razpisov. Pri oceni znanja bi jaz predlagala čisto, da si sami postavite lestvico, mogoče od 1 do 5. Trojka je tako, da znate recimo približno dobro, samostojno, 4 uporabljam v redu, medtem ko da ste pa profesionalni uporabniki pa 5. Recimo, da si sami lahko to oblikujete. Kar sem opazila zelo velikrat je, da naredijo tako krogce in potem označijo, v katerih se pravi ta nivo, koliko obvladajo znanje teh kompetenc. MS Office iskreno se zelo redko piše, ker se to kar predpostavlja, da obvladate, tudi zelo velikrat je, vsaj to je bilo mogoče prej po mojih izkušnjah, da se je kar mogoče kakšen test Excela pa Worda pa tudi PowerPointa je bil že v selekcijskem postopku vključen v preverbo teh kompetenc. Ni pa moteče, če napišete, da cel paket MS Office poznate, ker ta paket ni samo Word pa Excel. Tako da tudi to je mogoče, če so kakšne specifične, je tukaj zelo fajn tudi to izpostaviti. Jaz sem dobila na mail, smo imeli še vprašanje, so lahko pošiljali tudi že pred webinarjem in sem tudi dobila par vprašanj in sicer eno izmed njih je bilo, do katere mere smo lahko kreativni v smislu video življenjepisi. V bistvu video, tako po mojih izkušnjah se to kar prihaja vedno bolj v ospredje, je ful odvisno od tega, kakšna je pa branža. Tako da če imate neko IT branžo, kjer je zelo odprto in pa, ne vem, pri nas recimo zelo spodbujamo tudi razvoj vsebin, ker imamo en segment content developmenta, kjer se zahteva obvladanje video orodij. In tukaj nam je čisto normalno, če se pač kakšna taka priložnost ponudi strani kandidatov. Če imate pa kakšno zelo tradicionalno okolje, pa bi jaz pa 2-krat preverila, je to nekako smiselno za njih. Ampak če ste pa to kreativna duša, da vas to pokliče, da naredite video, vsi vi ga naredite in pošljete tismo, ki ga bo dejansko z veseljem tudi pogledal. Tako da je to mogoče tudi že za vas smernica, katero branžo vas vleče, si ne zbirati nekih tradicionalnih branž, kjer tega ne bojo cenili. Recimo v financah, če oprosti Jera, v financah zelo težko, da bi to bilo cenjeno, tako po mojih izkušnjah. Kako pa je pol s fotografijo, je bilo tudi eno vprašanje, ker se dostikrat v bistvu reče, da na smeh na fotografiji kvazi naj bi vedeli, zakaj se prijavljamo. Torej, če je delovno mesto, za katerega se prijavljamo resno, ne izražamo resnost, če je praktikantsko mesto, praksa, karkoli takega, se lahko pač smejimo. A je to, se na to gleda ali je to bolj samo? Spet je to odvisno od organizacije. Zdaj, pri nas, ki smo zelo odprti, nam je samo pomembno, da je profesionalno. In z tega vidika ne gledamo na to, a se nekdo nasmehne ali ne. Je pa to mogoče odvisno oziroma pomembno, a gre za branžo, ki je fokusirana na stranke, se pravi customer focus, ali v bistvu gre za nekoga, ki dela v pisarni. Tako da tukaj je to odvisno od tega.
Zelo velikrat, tudi tukaj so kar študije že narejene, no, da je tudi barva pomembna, ne. Tako recimo ni primerno za ženske, da se v rdečo na fotografijo oblečajo, sorry, ne. In tako da tukaj bi res tako pragmatičen predlog je, da je to profesionalno, kakor da bi se šli fotografirati za nek oseben dokument. Definitivno ne to nekaj iz dnevne sobe, ko gledate TV pa jeste kokice, ali pa kakšne pomanjkljive oblečene, skratka, to res ni primerno za CV. Potem je bilo pa še eno vprašanje, lahko pošljemo isti CV na različna mesta? Absolutno. Na različna delovna mesta, ali se aktualizirati se tako, ali tako mora skozi, ne, ampak... Zdaj tako, tle, izhodišče lahko pošljete na različna delovna mesta, če se pa spomnite, sem pa na začetku rekla, da se probite odzvati temu, kar išče delodajalec oziroma organizacija, ne, se pravi, če išče in pri tem iskanju uporablja tudi specifične besede in tukaj se zelo priporoča, da uporabljate isto besedišče. Primer, če išče nekoga, ki za prodajo, ne govorite o tem, da ste vi promotorji bili, govorite, da ste prodajali in ob tem v bistvu tudi promovirali neko zadevo, ne. Skratka, zelo je pomembno, da se uporablja besedišče delodajalca in da se prilagodi temu, kar se išče. Ampak seveda ne tukaj odstopati v kontekstu tega, kar ste, tega, kar dejansko imate izkušnje, ker vse se zvemo, mislim. Tako, no, tako da tukaj bodite samo v tem kontekstu pozorni. Prilagoditve v smislu besedišča so pa toplo priporočljive. Zdaj imam pa še eno vprašanje, ki pa v bistvu mene zanima, pa jaz mislim, da je tudi zanimivo za vse ostale. A se preverja socialna omrežja? Ja. Instagram, Facebook, vse stvari? Tako, po mojih izkušnjah največkrat LinkedIn, če gre za zaposlene, ki so v stiku s strankami, pa tudi druga omrežja, no. Vse po mojih izkušnjah, ja. Super, zdaj vsi vemo privatne stvari. Mislim, tisto, kar je javno, a ne, se je jasno, tukaj v bistvu se prevetri, a ne, mislim, vtipkaš kandidata v Google in v bistvu vidiš, kaj pade ven, a ne, tako da to gre vse v kontekstu preverbe resnosti navedb in ja, priznam, to se seveda čekira. Ne, se je tako, ne, zato se pa vedno ponavlja, da v bistvu pač na spletu se res vse najde, zato je pa treba biti pazljiv pri teh stvarih. Ja. Pa imam pa še eno vprašanje, če poznaš kakršnekoli programe poleg tega Europasa, ki bi lahko življenjepise, da bi v bistvu tudi optično dobro izgledali in da kratki jedrnati, če lahko priporočaš karkoli za študente. V bistvu spoznala sem pred par leti enega fanta, ki je v Sloveniji štartal iniciativo Oblikuj svoj CV in se mi zdi, da to krasno počne. Spomnim se, sem pa dala, mogoče mimogrede, no, sem pripravila eno prezentacijo tudi za danes, tako da vsi, ki ste bili danes prisotni, jo bom poslala Jeri, tako da bo delila pravzaprav vse te moje misli tudi v zapisni verziji in tam so tudi ti linki, no. Tako da tako da si boste lahko pomagali, no, tudi recimo s tem. Obstaja pa nekih možnosti ponudb na trgu glede tega, kako se oblikuje CV, tudi v kontekstu oblikovanja. Zdaj, ne vem, mogoče te, ki sem dobila, so mi bili že tako tudi na prvi vtis zelo simpatični, tako da to se mi zdi, da je že kar ta prava smer, ki jo mladi že čutite, da je, no. Tako da, in tudi hkrati ste tudi vi tisti, ki mogoče smer nakazujete za naprej in mislim, da je to stalen dialog. Da kreativa je tukaj zelo dobrodošla, no, ampak seveda mora biti pa strukturirana, ker tudi kot ljudje imamo radi strukturo, kakorkoli obrnemo, zato je fino, da je to vse neka oblika, ki ima smisel in ki je prijazna očesu.
Še eno vprašanje smo dobili. Jaz mislim, da bo to tako tudi zadnje, ko bomo počasi zaključili. Ampak kako bi lahko delovanje v društvih vključil v svoj življenjepis? Torej, vemo, da so koroški Slovenci so večinoma bolj aktivni v domačih društvih, potem delajo pač vse od financ in vseh, in jaz mislim, da tudi tisti, ki so iz Slovenije študentje, kako bi to lahko dal kot kompetence, da so... Jaz iskreno bi to pravzaprav oblikovala kar v okviru delovnih izkušenj kot takih. Mislim, da je vsako udejstvovanje prinese ogromen mladim. Tudi sama sem bila kot študentka izredno aktivna in jaz to zelo cenim, da študenti iščejo in znanje in izkušnje, ki jim nekako pomagajo pri študiju, pa tudi pridobiti neko znanje, da se sploh lahko začnejo pogovarjati z delodajalci. Tako da moj predlog je, da se pravzaprav te izkušnje nanizajo kar v okviru izkušenj, ki tudi v kontekstu podpore društvom. Ali so to, recimo, da so bili blagajniki, ali so to, da so bili, ne vem, osebe, ki so skrbele za digitalno pojavnost tega društva, so bili aktivni na spletnih medijih. To so vse kompetence, ki imajo ful veliko vrednost, ker so dejansko delo, in z tega naslova zame je to več kot izobrazba. Je pa res, da sem iz IT branže, kjer je to bolj pomembno, da nekdo nekaj zna, ker pa da ima nekdo pridobljeno stopnjo izobrazbe. Tako da disclaimer. Super. A je še kakšno vprašanje? Drugače bi potem zaključili. Bomo počakali še kakšno. Lep pozdrav nazaj, Luka. Jaz pa potem bi se pa zahvalila, če ni nobenih vprašanj več. Katarina, hvala za to hitro obrazložitev, da bomo imeli vsi izpopolnjene življenjepise in da bomo izstopali skupaj življenjepisov potem. Rada bi še omenila, bom še enkrat poslala svoj mail noter in pa od mladine. Lahko se nam pridružite, na spletni strani se lahko prijavite na naše novičke, kjer bomo tudi pol za prosta pripravniška mesta in pa za počitniška dela bomo pošiljali informacije. Se lahko prijavite, followajte nas na Facebooku, kjer bodo še sledile potem webinarji in pa več informacij. Vsem pa želim še en lep večer. Katarina, še enkrat hvala. Ja, hvala za vzela čas za nas. No, lepo se majte. Dio. Lep večer, adijo.